Na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic še vedno poteka prva faza obsežnih obnovitvenih del s postavitvijo protivetrne ograje. Skupna vrednost 62 milijonov evrov, Dars pa je že prejel zahtevke za dodatna plačila. Protivetrne ograje že več kot desetletje zahtevajo avtoprevozniki, ki opozarjajo na izpad dohodka v času zapor zaradi burje. Toda že od odprtja hitre ceste je znano, da teren tu drsi. Za koliko se je cesta premaknila v 16 letih, je preverila Mateja Polčakčuk. Rebrnice pod pobočjem Nanosa, geološko in morfološko razgiban teren Vipavsko hitro cesto tu premika za nekaj milimetrov letno, najbolj na območju viadukta Rebrnice. Največji pomiki, ki pa smo jih zmerili v celotnem tem obdobju od odprtja do sedaj, pa znašajo okrog 5 centimetrov. Zato so ob tokratni prvi večji prenovi odseka ležišča viadukta s posebnim dvigalom predstavili v prvotno lego. Pod viaduktom pa na osnovi rezultatov geodetskega monitoringa gradijo 130-metrsko pilotno steno. Je ugotovljeno, da je na 19 metrih nekako nam drsi. Gradimo pilotno steno, s katero bomo zagotovili stabilnost in varnost tega viadukta. Gre za 52 pilotov, dolžine od 19 do 27 metrov. Vzdolž hitre ceste med Razdrti Vipavo postavljajo tudi protivetrno ograjo, ker ta tehta več tisoč ton, se pojavljajo tudi pomisleki, ali bo zaradi nje hitra cesta še dodatno drsela. Na celotno obseg viadukta je ta teža zanemarljiva in projektant je ugotovil, da protivetrna ograja ne bo vplivala na poslabšanje stabilnostnih razmer. Bistveno pa naj bi se, glede na modele, zaradi nje zmanjšala frekvenca zapiranj hitre ceste v času burje. Za koliko konkretno? Ko bo protivetrna ograja postavljena na celotnem odseku, izvedlo še dodatna testiranja in potem se bo v bistvu tudi izdelal obratovalni monitoring in režim ukrepanja v času burje. 62-milijonska prenova vključuje še obnovo voziščne konstrukcije. Na Darsu so sicer že prejeli zahtevke za dodatne stroške, ki jih preučujejo. Prvo fazo bodo kot načrtovano zaključili okrog 23. novembra. Mislim, da se je zadeva dokaj dobro izšla. Je pa to seveda prvi polčas. Drugo leto ponovnih približno 100 dni na nasprotnem smernem vozišču dela na hitri cesti. Ponovno zaporo z enakim prometnim režimom načrtujejo julija prihodnje leto.